Dobar dan, vošči Martin Arčon in vas vabim v Robinovo družbo. Mi v studiu Radia Robin že telovadimo 1, 2, 3, nekaj. Nekaj trebušnjakov, nekaj počepov, nekaj vaj za moč. Skratka, o tem bomo danes govorili, drage poslušalke in poslušalci. Zima nam je dala še nekaj priložnosti, da se do poletja spravimo v fit formo, če se malo pošalimo, ampak čisto zares pa, zakaj je pomembno razgibati svoje telo, zakaj se potem dobro počutimo, ne samo dejansko pred poletjem, pač pa kako in kaj narediti, da to postane naš način življenja, nam bo povedala Nuša Gnezda, osebna trenerka in strokovnjakinja za treniranje žensk pred in po porodu. Nuša Gnezda, dober dan. Dober dan. Malo ste verjetno zastrigli z ušesi, ko sem rekla, zdajle se spravljamo v fit formo pred poletjem. Ja. Absolutno prepozno, kaj ne? Ja, tako, mislim prepozno, odvisno, če za drugo leto ni prepozno. Ampak kako, bom rekla, ponotraniti to, da je vadba nekaj, kar ni priporočljivo zgolj in samo, da boljše zgledamo, pač pa, da je to tisto nujno, kar potrebujemo za boljše počutje oziroma, če rečem, za zdravje. Predvsem si moramo postaviti drugačne cilje, ne? Zato, ker če so cilji le takšni, da so fokusirani na videz, bomo hitro videli, da to ne pride tako hitro in pol tudi obupali, ne? Če so pa cilji drugje, torej nekje ta notranja motivacija se reče, ne? Torej zdravje, dobro počutje, da gledamo dolgoročno na to, je pa pol to nekaj, kar delamo stalno, ne? Zato, ker nima končnega cilja dejansko, ne? Zato, ker mi se hočemo počutiti dobro do konca, ne sam za 2 meseca. Ampak kako prebuditi to notranjo motivacijo? Jaz vas spremljam na Instagram profilu, na socialnih družbenih omrežjih in odlični ste za motivacijo, ampak tisto nekaj, ko je treba vstati iz kavča in iti vse to, bom rekla, narediti v praksi, pa vendarle ni tako zelo enostavno. Seveda, da ne. To niso enostavne zadeve, sploh, ko pridemo do družine, do življenja 21. stoletja in vse te dejavnike, ki preštejemo daleč od tega, da bi bilo lahko. Ampak ljudje imajo v glavi, da treba vsak dan 1 uro, da treba švica, da nas boli. Ta stara šola, ki jo imamo v glavi, kar pa je daleč od resnice. Torej, že da se začnemo premikati. Ne? Jaz vedno spodbujam in imam tudi take izzive, da jim dam 10 minut na dan. In pol, ko usvojijo teh 10 minut na dan, grejo 1 stopničko naprej. In tako ti usvojiš navado. Torej, spreminjanje navad se gre tukaj. Ne? In spremeniti navado ni lahko, oziroma da bomo mi spremenili celoten življenjski stil čez noč, to je absolutno nemogoče. Se pravi, treba stopničko po stopnički in to nam potem pride v krik. Se pravi, če vas vprašam, ali je dovolj že, da naredim, 30 počepov dnevno, oziroma raje zamahnem z roko, češ, kaj mi bo zdaj teh 30 počepov koristilo, je vaš odgovor kaj? Moj odgovor je vedno tak, da vprašam nazaj. Če se voziš po avtocesti in ti gori lučka na avtu za bencin, a boš raj tanko, in imaš samo 10 evrov, a boš raj tanko za teh 10 evrov, ali ne boš tanko. Seveda je vse boljše kot nič, da prideš do nekega cilja in če imaš čas samo za 10-30 počepov, je vedno to boljše kot nič. Vadba je, to velikokrat izpostavite, predvsem naložba v starost. Tako, to jaz vedno poudarjam in to mene tudi žene naprej. Zato, ker po 30. letu mišična masa upada vsako leto za par procentov in ko smo, sploh pri ženskah, ko pride do neke perimenopauze, menopauze, se začnejo dejanski problemi kazati. Ne? In jaz imam vedno to v glavi. Pač, kako se jaz želim počutiti, zdaj sem 40, kako se hočem počutiti pri 50 in tako naprej. Se pravi, ni dovolj samo hoja, popoldanski sprehod, ampak vedno znova opozarjate na vaje za moč.
Hoja je odlična in zelo podcenjena zadeva, tako da res priporočam hojo, ampak absolutno pa mišična masa, kot sem rekla, upada in rešujemo jo samo tako, da treniramo z bremeni oziroma za moč, ki je pri nekomu začetek samo počepi, pri nekomu pa že konkretna teža. Verjetno se pač to stopnjuje. Ja. Telo se prilagaja in hitro pridemo na neko. Kolikokrat dobite vprašanje, kolikokrat na teden pa naj vadim za moč? Ja, 2 do 3-krat je optimalno. Navrgli sva kar nekaj istočnic, o katerih bi lahko še in še govorili, in Nuša Gnezda. Na začetku sem rekla, da si strokovnjakinja za treniranje žensk pred in po porodu. Pravzaprav ženski vstopajo v menopavzo. Zakaj so ta obdobja tako zelo pomembna in zakaj prav ženske? Zato, ker je žensko telo ena zakladnica, ne bom rekla, v bistvu ena skrinja neraziskana, oziroma raziskana, ampak jo je treba raziskati in me to toliko vleče, sploh v teh kritičnih, v narekovajih obdobjih, ko je res potrebno malo več dati komponent skupaj, ne? Zato, ker prihaja tako do fizičnih sprememb, kot tudi psiholoških, in ko združimo to vse skupaj, rata ena gmota enih res kar zakompliciranih stvari. Pa lahko rečemo, da ženske v tem obdobju potrebujemo več pozornosti, posebno pozornost, posebno vadbo, da se je treba tega zavedati. Ja, seveda, absolutno, zato ker se pravim voljenih dejavnikov, ki vplivajo na ta obdobja in je treba vse to upoštevati. Pa je moško telo glede vadb in treningov zelo drugačno od ženskega? Zdaj, tako, te osnovni principi so isti, ker je telo zelo podobno. Mišice, maščoba, ta tkiva so zelo Čeprav maščoba se ne porazdeli prav enako. Absolutno, tukaj pa pridejo hormoni v igro. Ja. Ampak zdaj tako, če rečem, je dosti podobno, ampak pridemo pa pol do teh različnih fizioloških zadev, hormonov, različnih obdobij, vse to, kar ženska je, materinstvo, menopauza, tukaj se pa malo bolj zakomplicirajo stvari. Seveda je vadbo pri ženskah, pravite, potrebno prilagoditi tudi menstrualnemu ciklusu, skratka, veliko je teh komponent, ampak če že se ukvarjate z žensko po porodu oziroma mlade mamice, kaj je potrebno vedeti, kdaj začeti z vadbo, na kaj paziti, kako začeti, kako previdni naj bi bili? Po porodu. Tako. Po porodu je zelo pomembno, da se lotimo rehabilitacije čim prej, zato ker takrat telo dela vse, da bi rehabilitiralo telo že samo, in če mu mi malo pomagamo, gre to zelo hitro naprej. Torej, zgodijo se dejanski fizične spremembe v telesu in treba je do njih pristopati pravilno. In to naredimo z rehabilitacijo. Jaz vedno pravim, porod ne jemljamo kot poškodbo, zato ker je to nekaj naravnega, ampak dejansko se pa zgodijo stvari, ki so podobne poškodbam. In za vsako poškodbo dobimo rehabilitacijo. Pri porodu se pa to dejansko skoraj da ne zgodi, in zato moramo si sami pomagati, in to je vadba, ki to ni, ampak so to neke vaje, dihalne vaje, nežne vaje, ki počasi spet stopnjujemo in pridemo do neke moči telesa naprej, ki nam bolj pomaga tudi pri materinstvu in energiji in tako naprej. Predvsem tek je tisti, s katerim naj ne bi začele prehitro. Ne samo poporodnice, vsi ljudje. Okay. Tek absolutno ni prva postaja pri treniranju, zato ker pri teku se tvorijo res velike sile na telo, na sklepe, in je treba imeti moč za to, da lahko tečemo varno. Ne samo pri porodu, pri vseh ljudeh. Tečete? Jaz sem tekačica, v bistvu ne več, ampak jaz sem drugače izhajam iz tekaškega sveta, ampak sem pol nehala, ampak absolutno ne bi šla zdaj teč, brez da ne bi imela moči. Kaj je tisto, katere vaje so tiste, ki vam vedno znova dajo zagona? Vaje, to pa ful težko rečem, zato ker so
Predvsem vaje za moč? Ja, vaje za moč, vse to je tako so klasično, to ni treba tople vode odkrivati, ne vem, ljudje so zmedeni, ker vidijo toliko enih različnih, sploh zdaj v tem obdobju socialnih medijev, ker so res toliko enih različnih vaj in kombinacij in cirkusa, ampak res ni treba, no, osnove že delajo lahko velike spremembe, ne. Če se vrneva k ženskam pred in po porodu, zapisali ste, da najbolj iskan stavek na Googlu je varne vaje za diastazo, se pravi, ženske smo vseeno osveščene. Zelo sem naredila dobro delo, zgleda. Ne, res pa je, da sem jaz se tega lotila ozaveščati takrat, ko sem rodila, se pravi 10 let nazaj in od takrat sem res bila glasna, no, glede tega in je prišlo tudi do zaveščanja, zgleda do širše populacije in se še danes zelo ozavešča o temu. Ja, jaz mislim, da so dost ozaveščeni, še vedno pa premalo. Nuša, še to, ni močnih trebušnih in ritnih mišic po porodu. Dejali ste, imaš tudi ti občutek, da ti je telo po porodu dobesedno pojedlo rit, če vas citiram, in tudi orgazma človek, ženska, ne doživlja tako, kot bi ga sicer, če ima močne mišice. Ja, zdaj odvisno, kaj je ženska delala med nosečnostjo, ne? To je zelo pomembno. Zdaj, tukaj je enih različnih se pravi drž med nosečnostjo, ki vplivajo na to, na naše mišice, na našo anatomijo in tako naprej. In ja, dejansko že s tem, ko ženske nimajo močnih mišic, ti pomagajo s tem, ko tiščijo rit not, stiskajo rit in s tem v bistvu iščejo stabilnost telesa med nosečnostjo in tudi po porodu. In potem rata v bistvu zadnjica taka malo not potisnjena, ne bi se reklo, in pol pridejo ženske do mene in rečejo, Nuša, meni je telo dobesedno rit pojedlo, ne, zato ker, ampak to je samo v bistvu ta drža in stalna kontrakcija zadnjičnih mišic, ki pol naredi pač. In to vpliva na zakrčenost medeničnega dna in posledično seveda na orgazem. In z vadbo ustrezno poudarjava se vse to, da spet spraviti v absolutno, ja. Ustrezno vadbo, ritem. počitkom, dihalnimi vajami, ja. Povedali smo še, drage poslušalke in poslušalci, Nuša Gnezda se je osredotočila na treniranje žensk, ker je mnenja, da ženske potrebujejo drugačen pristop. Se pravi, nosečnice in ženske po porodu so bile nekaj, s čimer ste delali najraje, ampak danes ni več tako, pravzaprav kdorkoli potrka na vaša vrata, predvsem pa bom rekla prek socialnih omrežjih osveščate, to je tisto osnovno poslanstvo. Že prejle pa sva se dotaknili tudi perimenopauze oziroma menopauze. Po 40. letu nič ni več tako, kot je bilo, bova rekli. Ja, sigurno se začnejo stvari spreminjati. Sploh, kar sem že prej rekla, mišična masa upada z leti in res pol po 40. gre to strmo navzdol, če nič ne delamo na temu, če nič ne vzdržujemo. In mišična masa zelo vpliva na kostno maso in tukaj pridemo pol do upada tudi kostne mase in možnosti zlomov in res je pač kostna masa je pomembna, ne? Se pravi, naj bi si pravzaprav vsi dali v tedenski plan tudi vadbo, vsaj 2-krat pravite, oziroma še bolje 3-krat, da vzdržuješ to mišično moč. To ne pomeni, da bomo zdaj vsi bodybuilderji, ne? Če bi bilo tako lahko, bi bili moški zelo happy. Ne. Ja, veliko ljudi dobi to asociacijo, kaj, zdaj bom pa uteži premetavala, pa nočem biti jaz moški, ne? Daleč od tega, ne? Sploh ženske, to je prav za ženske po 40. je tako zelo pomembno, da se ne bojimo mišic, da se ne bojimo mišične mase, zato ker nam jo itak telo poje dobesedno. Ampak kako ne vemo, ali imamo dovolj mišične mase, razen glede na izgled? Ja, ne vem, ta ni ta tehnika tista, ki dovolj dobro pokaže, kje smo, oziroma če bi vendarle morali nekaj več narediti v tej smeri. Seveda pokaže, ampak sej mi dobro vemo, ali mi dosti delamo, ali ne. Mi že zadost vemo, ali mi treniramo, ali ne treniramo dosti, tako da ni treba zdaj
imeti nekih tehničnih zadev zraven. Ponavadi človek že ve, koliko je ura. Pri sebi. Ja. Razen, če si ne zatiskam oči. Ja, tako, ja. Kar se veliko krat zgodi. Ja. Ampak trening za moč, Nuša, ni samo trening, ki pripomore k dobremu počutju in, bom rekla, grajenju mišične mase. Tu vedno znova izpostavljate hidracijo, spanje in dovolj beljakovin. Pa če se lotiva vseh teh 3 komponent. To jaz pravim, da so tudi strokovni izraz je nizko ležeča jabolka. Se pravi, to so te osnove, ki jih moramo imeti poštimane, preden se lotimo naslednjih korakov, torej teh zakompliciranih, ki bi jih vsi radi vedeli, a ne? Od dodatkov do raznih hackov in tako naprej. Če te osnovne komponente niso poštimane, je vse naslednje brez veze. Zato, ker telo bo najprej hotlo te zadeve imeti. Se pravi, spočito telo, dovolj spanja, to je osnova. To je brez dovolj spanja, nimamo energije, posledično nimamo energije za treniranje, brez ustrezne količine beljakovin, ki so pač gradniki našega telesa, mišica ne bo rasla, tako da moramo... Ampak slišala sem tudi že drugačno tezo. Meso ni nujno potrebno, niso samo meso beljakovine, tako, to vemo, ja, pa vendar, ja. zato da se gradi mišična masa. Seveda, da ne, zato ker pač beljakovine, mislim, tudi vegani, vegetarijanci lahko ohranjajo in gradijo mišično maso. Seveda so pa pol tukaj potrebne prilagoditve pri prehrani in delo z za to usposobljenimi ljudmi. A ne? Koliko beljakovin dnevno za to, da lahko govorimo o uspehu dolgoročno? Jaz pravim 1,5 do, če smo športniki, 2 grama na kilogram telesne teže. To je za 60-kilsko žensko nekje 90 do 120 gramov beljakovin. Pa če recimo en zrezek piščančji ima nekje 25 do 30, odvisno. Tako da ni lahko. Tudi to je potrebno na nek način načrtovati, zato da je vnos dovoljšen. Ja, načrtovati obroke, kar spet, ne, to niso lahke zadeve. Jaz nikoli ne rečem, lej, pač načrtuj hrano, spi dovolj, ne imeti stresa v življenju, treniraj dovolj. To je vse lahko reči in v teoriji zelo lepo zveni, ampak daleč od tega, da je to lahko, ne. Kaj pa beljakovinski šejki? Super, odlična zadeva. Jaz sam pravim, da to je pač ponavadi, če govorimo o neveganskih izdelkih, se pravi sirotka v prahu, je to pač sirotka spremenjena v prah, paziti je treba edino, da ni zdaj še 1000 dodatkov zraven, da je to res sirotka v prahu in to je to. In je odlična nadomestek, pač če ne moramo doseči nekih beljakovinskih potreb. Je pa tako, da so bile včasih, če se spomnite, vse te beljakovine spravljene v takih ogromnih črnih škatlah in gor je bil en bodybuilder narisan. In imamo še vedno to, vi ne veste, koliko ljudi ima še vedno to pred sabo, da če bo to jedel, da so to, ne vem, neke nedovoljene substance, da bom taka, če bom to jedla, ne. Pač tako, ne, to je sam škatla, ki je bila včasih v 80-ih, 90-ih zelo popularna, zdaj imamo pa že lepše pakunge, ne, ki so bolj prijazne. Se pravi, če želimo zgraditi mišično maso, ne smemo stradati, moramo jesti celo več, kot smo bili vajeni doslej. Drži ta teza? To pa je, zdaj gremo pa že globje, ne? Zdaj gremo pa... S to tezo je prišel naš najstnik domov, ker je začel hoditi v fitness. Zdaj pa moram jesti, jaz bi še jedel. Ja, pač ena klasična stvar je, ljudje hočejo mišično maso in hkrati hujša, to ne bo šlo. Zato, ker v ta dva procesa zahtevata različne pristope. Verjetno, ena, se pravi, mišična masa na eni strani rabi več hrane za rast, izguba maščobe rabi manj hrane. In to zelo mali populaciji gre to istočasno, oziroma še to samo na začetku. In pol se to ustavi. In tukaj pridemo pol do tega,
ko ljudje so zmedeni, ko pridejo do neke točke, ko se začne vaga dvigati in se ustrašijo in začnejo zopet Ampak vaga ni hujšati. nobeno merilo, Seveda, ne? da ne. Fluktuira v dnevni bazi tudi do 1 kilo, 2. Nuša pravi, osredotoči se na moč in ne le na izgubo kalorij med vadbo. Pa vendar je pomembno, koliko. In sploh, če jih izgubimo, kaj pravite? Zdaj tako, odvisno kdo. Pač niso vsi primerni za izgubo kalorij in treba se vprašati, če si sploh v primerni situaciji za izgubo kalorij, ker veliko žensk, za veliko žensk mogoče ni primeren čas in telo ni pripravljeno in tako naprej. Zato, ker moramo vedeti, da vsak deficit, torej izguba maščobe, izguba energije, je stres za telo. Ker mi lahko izgubimo maščobo sam, če smo v energijskem primanjkljaju. Telo pa za življenje rabi energijo in če damo v našo telo v ta stres, da je v energijskem primanjkljaju, se začne poznati nekje drugje. Se pravi, telo bo iskalo, bo ugašalo energijo drugje. Se pravi, ne bo energije za funkcioniranje tudi konec za vadbo. In zato treba zelo paziti, kako mi vstopimo v proces izgube maščobe in na kateri točki smo. A smo psihološko pripravljeni. To je toliko enih stvari. Ampak je izguba maščobe nujno povezana z, bom rekla, primanjkljajem, z deficitom vnosa kalorij? Je to edini način? To je fiziološko edini, to je fizika. Tukaj ni druge, ampak velik ampak, na to, kako se tvoj deficit oziroma ta energijski primanjkljaj, kako pridemo do njega, vpliva pa s tisočine ena zadeva. A ne? In ljudje dostikrat pol mislijo, pa sej sem že toliko nizko z kalorijami, pa še vedno ne moram zgubiti. Ali niso nizko, toliko nizko, kot si mislijo, zato ker vse, kar mi damo v usta, pač se sešteva. Ljudje pa ponavadi štejejo samo ne glavne obroke, ne štejejo pa unga, ki malo pojejo z otrokom, pa malo oreščkov, pa malo tam, to se vse sešteva, ne? Ali niso v dovolj velikem deficitu, ali pa dejansko jih neki bremza. Ampak kakšen je vaš komentar glede na to, da nekateri vpisujejo v, bom rekla, telefon vnos kalorij? Tudi to je neke vrste obremenjenost. Ja, absolutno lahko je to zelo hoja po tankem ledu. Jaz pravim, da ko se lotiš ti vseh teh aplikacij, ko vpisuješ noter vsako kalorijo, moraš vedeti, zakaj. In to je sigurno ni za cel čas. Se pravi, da ti dobiš nek občutek, da ti dobiš neki občutek, kako kaj ima, kaj, in pol, da se navadaš ti jest. Predpriprava na zdrav življenjski slog, da malo veš, kako pa kaj, ampak so pa te aplikacije toliko zasvojljive, da hitro potegnejo, sploh mlade punce not in pride do groznih psiholoških težav. Tako da tukaj moramo biti zelo previdni. Jaz vedno pravim, da je boljša se pravi, da merimo hrano po rokah, torej dlan beljakovin, pest ogljikovih hidratov, pa zelenjave, jaz pravim, pač neomejeno, pa en pavc maščob. In tako v bistvu pol lažje pridemo, ampak ko pride to v krije, ful lažje. No. Zdaj govorimo predvsem o, bom rekla, tistih, ki bi radi izgubili kakšen gram, kilogram, kakšen obroček okrog pasu, če se malo pošaliva. Ampak problem je tudi premajhen vnos, ne? Se pravi, obsesija s tem vpliva na zdravje, na, rekli sva prej, počutje, na energijo, ampak je tega veliko? Kakšne so vaše izkušnje, da je deficit pri vnosu? Moje izkušnje so take, da se ženske in moški, ne vem, jaz sem bolj z ženskimi, vrtijo v začaranem krogu, hrčkajo, jaz pravim, zato ker skačajo iz diete na dieto in se je njihov metabolizem tako prilagodil na ta majhen vnos, da seveda jih ne pusti čez. In pol je toliko majhen vnos že te hrane, da čim pojejo malo več,
se zredijo, zato ker so si same naredile to, a ne? Se pravi, same so metabolizem v bistvu nekako prilagodile na ta majhen vnos in je pol težko priti iz tega začaranega kroga ven. In tukaj pa pride pristop, ki pa ni tako lahek, ker treba pa sprejeti tudi kakšno kilco več, delati tako da bildamo metabolizem nazaj in prilagajamo na večjo na večji vnos. Metabolizem se z leti upočasnjuje? Ne, v bistvu se ne v bistvu ni metabolizem, kakor tak se ne upočasnjuje, v bistvu šele po 60 letu malo pade. Mi ga upočasnimo. Mi ga upočasnimo z našim življenjskim slogom. Ker dajmo biti realni, koliko smo se gibali pri 20 letih, pa koliko smo vse peš, pa tako, koliko pa v bistvu zdaj. A ne? In v bistvu mi si ga upočasnimo tudi s temi dietami ves čas, ker nimamo dovolj velikega vnosa. Poznam ženske, ki so na 1200 kalorijski dieti, v bistvu toliko mora pojesti en dvoletnika, ne? Za ohranjanje vseh telesnih funkcij, ne pa ženska pri 63-70 kilah, ne? Izguba maščobe na eni strani, pridobivanje mišične mase na drugi. A gre to z roko v roki? Pri večini ljudi žal ne, zato ker, kot sem rekla, oba ta procesa zahtevata različne pristope, eno na eni strani več hrane, drugo na drugi manj hrane, a ne? Ampak, če bi bilo to tako lahko, jaz mislim, da bi bili vsi zelo srečni, a ne, v svoji koži in tudi tako, ampak žal ne gre to tako, zdaj za začetnike, a ne, začetniki, ki recimo nikoli niso nič telovadili, bo zelo hitro to šlo eno z drugim. Že to, da se malo začnejo več gibati, pa malo pazijo, kaj bodo jedli, na eni strani bo mišična masa rasla in na drugi strani bo šla izguba maščobe, ampak to se nekje ustavi, seveda, ne. Pri tistih, ki pa to delajo že več časa, je pa, mislim, bolj dlje, ko delaš, težje je se ta dva procesa pol greta skupaj, ne, zato je pol pač nekako treba poklicati nušo. Ja, ampak spet je to toliko individualen ta pristop, vsakmu je drugač, vsaka ima drugačne tudi te neke hormonske zadeve, ki jih treba gledati, ne. Tako da ja, ni tako lahko, no. Ker ste omenili hormonske zadeve, menopavzni obročki so mit ali dejstvo, ki se mu ženske ne moremo izogniti? Definitivno se začnejo spremembe hormonske. Zdaj tukaj ne bi šla v detajle, pač estrogen se začne spreminjati in to vpliva tudi na nabiranje maščobe in pa sploh na določenih delih telesa, ki mogoče niso bila prej, ne. Seveda, to ni mit, to je dejanska stvar in ženske začnejo bolj se čuditi, ne, zakaj se to zgodi, dejansko tudi to obdobje, menopavza je za žensko zelo stresno. Če pomislimo, menopavza prinese za sabo kup enih zadev, od nespečnosti, nočnega potenja, brain foga, se pravi tega, da megle v možganih in to zelo vpliva na žensko psiho tudi. Poleg tega otroci nekako so v tistih najbolj najstniških, ponavadi, no, govorim na splošno, najstniških letih, ki so, že tukaj je stres. Potem zelo to vpliva mogoče tudi na partnerski odnos. V službi nisi skoncentriran, ko ne spiš in to je tak stres za telo. In potem pride še kakšen kortizol povišan, ne, ki vpliva še dodatno na povečanje maščobe okoli trebuha. In to so zadeve, ki so težke, a ne, za žensko. In ni mit, absolutno ni mit, to je ampak dejstvo. Ampak z vadbo lahko to omilimo, vse to, bom rekla, dovolj zgodaj začeti, zato da, ne, so prej rekli mišična masa, počutje. Mišična masa je res velik del tega, da se bo ženska bolj počutila, že zato, ker je zelo dober presnovno tkivo, se pravi, presnavlja inzulin, dela močno telo in vpliva na telo, na hormone, na zelo enih velik stvari, no.
Velikokrat se ukvarjamo s vprašanjem, kako izgubiti maščobo prav na določenem delu telesa. Za ženske že veste, kje želimo izgubiti maščobo. Žal, telo ni narejeno tako, da bomo mi pokazali s prstom in rekli, zdaj bi pa tukaj izgubila maščobo, ker so najbolj kritično, žal to tako ne gre. Telo bo dalo zadnjo besedo, kje bo najprej izgubilo maščobo in kje nazadnje. In jaz vedno pravim, tam, ko se ti najprej začne nabirati, tam boš tudi najprej izgubila. In to je ki bi vsi ampak to je dejstvo, ne? Zato, ker bodimo realni zopet, dajmo pogledati ljudi, pa če bi bilo res to tako lahko, ne? Pa sej bi pač narediš unih 100 trebušnjakov na dan, pa bi izgubil trebuha, ne? Mislim, se to je najlažje, kar bi lahko naredil, ne? Ampak žal ne gre tako, ne? In sploh niso trebušnjaki najboljša odločitev, če želimo izgubiti maščobo na trebuhu. Trebušnjak bo krepil mišico, spet eno tkivo je mišica, čez je maščoba, drugo tkivo. In ne bomo mi bomo krepili mišico, ne bomo pa kurli maščobe, ker spet, kot sem rekla, kurjenje maščobe se zgodi spet čisto drugačen način, ne? Še malo z energijskim primanjkljajem, ampak spet kje bo šlo dol? Ampak pomembno je, da ne bova, bom rekla zdaj tako, poslušalcev prestrašili, pomembno je začeti, pomembno se je gibati, pomembno je skrbeti za vsaj večji del, bom rekla, tedna, meseca za zdrav način prehranjevanja in potem je počutje boljše in zagotovo bo več energije tudi Sigurno, jaz ne bi rada prestrašila, ampak fajn je pa, da vejo realno sliko, ki je že tako popačena, da je kar juhu, ne? Dejstvo pa je, da brez nič ni. Tako, absolutno. Nuša je danes zadovoljna s svojim telesom, ampak ni bilo vedno tako, Nuša, drži? Ja, v bistvu, v mladih letih, sej smo bili vsi tam, ko se začne telo nekako spreminjati iz tega najstniškega v žensko, se punce ustrašijo in začnejo z neumnostmi, ne? In jaz sem tudi bila taka in padla v različne prehranske motnje in tako naprej, kar na srečo takrat, jaz pravim, ko si mlad, to telo nekako še kar dobro pohendla, ne? Pač pol pa vedno slabš, tako da imela sem obdobje, ko sem ga pač prerasla in se z tega nekaj naučila? Ja, seveda. Zato, da pač danes konec koncev kažete pot tudi nam. Kako živite danes? Kaj je tisto, kar je, bom rekla, v vašem vsakdanu? Vadba, hrana, spanje, hidracija. Ja, zdaj tako absolutno daleč od tega, da bi bila karkoli obremenjena s tem. Pač to je moj način življenja, aktiven način življenja. Radi hodimo z družino po hribih, na sprehod hodim, vzamem si tiste pol urce za trening za moč, parkrat na teden. To je to, prehrana v bistvu je tako, da je zelo taka raznolika, ampak absolutno pa ne bom zdaj odklanjala na rojstnem dnevu torte ali pa grem si v pekarno, mislim, tako res ni zdaj obremenjeno. In jaz to govorim, da treba biti tak neobremenjen. Predvsem to vprašanje, Nuša, kako iz teh vseh, bom rekla, informacij, ki jih dobimo, morda tudi s pomočjo današnje oddaje, preiti na tak lifestyle, če rečem. S tem, da pojemo tudi pico in burek, absolutno, da ni prehudih restrikcij, ampak da je to način življenja. Način življenja lahko je samo tisto, kar se lahko držimo. In zdaj malo čudno bi bilo, da bi se lahko mi kar od danes do jutri pač spremenili in začeli nositi svojo hrano na razne piknike. To bi bilo pač res čudno, ne? Tako da treba se zavedati, da bomo živeli štok pa tok let in da moramo to nekako ukomponirati, ta uravnotežen, hranilen način z veliko dosti gibanja, pa zraven si pustiti tudi tiste stvari, ki niso spet toliko optimalne, ampak na koncu to nima nobene veze. Zato, ker če je večina klele, ki je vse štima, tisto ne bo imelo nobenega vpliva. Še eno vprašanje, glava mora trenirati, telo rabi počitek, zakaj glava pravi, moram trenirati, nisem še 2-krat, 3-krat, ne vem, 4-krat, nekateri 5-krat, telo pa rabi počitek, zakaj so počitek? Tukaj pa pridemo do poslušanja telesa, ki zopet ni spet tako lahko, treba se je naučiti poslušati telo, ne?
In če vemo mi, da nismo nič spali, da smo imeli zelo stresno v službi, da smo utrujeni, verjetno ni čas še za trening, a ne? In tukaj treba pol menedžirati kdaj smo, lahko naredimo malo več, pa kdaj mogoče gremo en korak nazaj. Kako bi zaključili oziroma nadaljevali stavek: življenje me je naučilo? Da, si ga vzamem dostikrat tudi easy. Odlično. Naj bo tako tudi v bodoče. To želimo pravzaprav vsem nam. Nuša Gnezda, osebna trenerka in strokovnjakinja za treniranje žensk, je bila v naši družbi. Hvala, ker ste se pripeljali. Hvala vam za povabilo. In še kdaj na slišanje in na svidenje. Nasvidenje, Srečno. čau. Radio